Lepo pozdravljeni na pogovoru z Matejo Gomboc, ki jo najbolj poznamo kot pisateljico za otroke, mlade in odrasle, ki odpira v svojih delih zelo raznolike teme, od tistih lahkotnejših do težjih in bolj kompleksnih, ker so nenazadnje vse del našega vsakdana. Njena dela so bila večkrat nominirana in nagrajena, tako je na primer za balado O drevesu prejela nagrado Desetnica, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, medtem ko so bile Vse živali družine Cmok uvrščene na mednarodni seznam kvalitetnih knjig, ki ga pripravljajo v Mladinski knjižnici v Münchnu, Bele vrane. Dolga leta si bila tudi učiteljica in tudi na ta način pravzaprav spoznavala svet mladih, njihove želje, strahove, pa tudi bralne navade. Deluješ pa tudi kot prevajalka, avtorica učnih gradiv. Še kaj se bo pa gotovo razkrilo med najinim pogovorom, ki pa se bo večinoma vrtel predvsem okoli knjige Vse živali družine Cmok. Pa me najprej zanima, knjiga Vse živali družine Cmok je malo tudi avtobiografska, kaj ne? Pa tudi verjetno malo nenavaden naslov, ker družin Cmok v Sloveniji naprimer ni ravno veliko. Je pa res skrivnost v mojem priimku, ki je prekmurskega porekla, in sicer madžarskega pravzaprav. Po madžarsko Gomboc pomeni res cmok in imam tudi anekdoto, ko smo bili prvič z dijaki, ampak to res pred mnogimi leti, v Budimpešti, so hitro pogruntali, da jejo cmoke sladoleda, se pravi tudi kepica sladoleda je cmok, pa da so cmoki v juhi, pa cmoki z maslom in z drobtinami. Skratka, jaz mislim, da sem potem kar nekajkrat ujela po hodnikih, da prihaja cmok, ko sem jaz šla mimo, ne. Tako da, pa smo tam, ne, pri avtobiografskosti. Dostikrat rečem, da je med vsemi knjigami, ki sem jih napisala, bodisi za otroke, bodisi za mladino ali za odrasle, Vse živali družine Cmok res najbolj avtobiografska. V njej nastopa 5 ljudi. Mama je Teja, ni Mateja, ampak Teja. Oče ni Janez, ampak je Jan. In 3 hčerke se imena razlikujejo, drugače se imenujejo 3 hčerke družine Gomboc. Nagajivost teh 3, se pravi Sare, Pije in Nine, je pa precej podobna tistim iz družine Gomboc. Nekoč seveda, ko so bile še punčke majhne, ne. Tako da bo držalo. Držalo bo tudi to, da smo nekoč živeli v ne ravno velikem stanovanju v bloku in da je mama se trudila biti silno stroga v tej hiši, da bi preprečila še na kakšen kvadratni meter, centimeter še koga, kakšnega prebivalca, mjavkajočega, bevskajočega, cvilečega ali še kaj, ampak tej mami ni nikakor uspelo. Malo tudi zato, ne, ker je oče teh punc, ne, deklet, zelo navdušeno pravzaprav pospremil sleherno idejo in pomagal, lahko rečemo, vrečo držal pri kraji, a ne. No, tako je bila resnica. Drugače pa sem se prepustila tudi domišljiji, seveda. Samo izhodišče je avtobiografsko, potem pa je kaj tudi zelo, zelo, zelo izmišljenega. Pa tudi za družino Gomboc, tako kot za družino Cmok velja, kot reče Pija, da je v večini primerov obvelja mamina. Obvelja mamina, razen če ne, kar tudi doda, mislim, da Pija, ne. Ne bi ravno rekla, ne, ker ravno to nagajivost oziroma dinamičnost razmišljanja, kako se da spremeniti mamino prepoved in mišljenje, je tem dekletom kar uspevalo, a ne. Oziroma še uspeva, ker te deklice, te 3 kar še živijo, a ne. Omenila si, da so Vse živali družine Cmok verjetno tvoja najbolj avtobiografska knjiga. Pa vedno, ko ustvarjaš, izhajaš iz neke kombinacije lastnih izkušenj in domišljije, ali je odvisno, v katero zvrst te zanese, koga nagovarjaš? Zadnjič sva imela v Celju skupni nastop, pogovor z Igorjem Karloškom in sva drugega spraševala in sva se ob tem vprašanju tudi zaustavila. In njegov odgovor je bil: ne, nikakor.
se ne naslanjam na družinsko oziroma avtobiografsko oziroma biografsko okolje, pri meni pa ravno obratno. Ne, da bi bila avtobiografska, ampak lahko rečem, da pišem samo o tistem, kar me obkroža. In mi bo v izziv in se bom lotila tudi drugače, se pravi, da bom pisala tudi o nečem, kar si izmislim, a ne, čisto, od samega začetka. Zdaj, kaj pa to pomeni? Naprimer, če sem napisala knjigo o dečku, ki se pogovarja s psom, ne, in je pravzaprav cela knjiga, pravzaprav ne, da se pogovarja, ampak vse počneta skupaj, to je otroška knjiga Stric pes, ki je šla v Trstu, je tukaj pravzaprav en moj otroška želja. Kako rada bi se pogovarjala oziroma kako rada bi videla, da bi mi pes odgovoril. Kajti jaz že govorim psu recimo ali pa živalim. Pravzaprav z živalmi se pogovarjamo, a ne. Odgovarjajo nam pa v svojem jeziku, ne. In tako to sem doživljala tudi pri našem Nerončku, zadnjem članu te družine, a ne, da sem imela občutek, da mi je vedno znova odgovoril in zato je potem postal tudi v tej knjigi Stric pes zgovoren. In tako imam zdaj občutek, ko se pogovarjam bodisi s kokoškami, bodisi z mačkom, da mi odgovarjajo. Ja. Tako da vrnem se nazaj, pišem o tistem, kar poznam, če pa česa ne poznam, se poučim. In tukaj sem zelo veliko študirala botaniko in biologijo in še kaj drugega. Zdaj pišem o eni, protagonistka je sovica, Karla, in mislim, da se kar dobro zdaj že spoznam na sove, njihovo početje. Zdaj pa, koliko avtobiografskosti je pa pri mojih občutkih, tam pa verjetno sem jaz zelo močno prisotna, da pišem tako, kot razmišljam. Zdaj pa je tako, ne, če je lik tak, ki mi ni podoben, moram ga najprej izklesati, ne, njegov značaj, kako se obnaša, kaj počne rad, če ne počne rad tega, kar jaz počnem in počne nekaj drugega, se o tistem poučim. Skratka, da sem taka, da je ta lik verjeten, obstaja, tako. No, ravno to me je zanimalo, ker si že omenila, da si se mogla tudi poučiti in da je to nekaj, kar je pravzaprav vedno podlaga tvojega pisanja. Ko opisuješ živali, pa naprimer neke kar specifične dogodke z njimi, naprimer, ko skrbijo za male mačje mladičke, je to vse znanje, ki je prišlo že iz izkušenj, ker so tvoje hčerke domov prinesle mlade mladičke, ali je to nekaj, kar si morala poiskati, se poučiti, da si potem vključila v svojo knjigo? Tina, izpostavila si zgodbo, ki je zelo resnična in se je res zgodila. Res smo s kmetije prinesli domov dve mucki, ki jim je žal mamica poginila, in res se je moj mož, očka, se pravi, žrtvoval in za ti dve mucki zelo lepo skrbel, čeprav je bilo rečeno, da bojo punce vse poskrbele, ampak eno je reči, ne, drugo je pa vstajati ob polnoči, ob 3, ob 6 zjutraj, ne, in res sta ti dve muci bili deležni s pipeto, najprej zelo malo, zelo se je poučil o vsem, koliko sme, torej kako mora biti razredčeno mleko, kakšno mleko mora biti in tako naprej, tako da znanje smo pridobili, takrat še ni bilo znanja na ChatGPT-ju ali pa na kjerkoli na internetu, ampak smo res pridobili znanje, lahko rečem, da smo poskrbeli za ti dve mucki, ki sta potem res gospodarili, ko smo jo vrnili na kmetijo. In takrat je mati Gomboc prvič popustila. No, tukaj si izpostavljal v tej zgodbi očetov angažma, ampak se mi zdi, ko prebiramo te zgodbe, da se 3 sestre izkaže tudi kot izjemno samostojne. Ne samo pri tem, da živali prinesejo domov, ampak tudi v veliki meri poskrbijo zanje, v smislu nakupijo zanjo hrano, poskrbijo, da se živali dobro počutijo, poskušajo čim bolj popraviti škodo, ki jo živali naredijo. Pa me zanima, to izhaja iz izkušenj ali gre mogoče tudi za lastnost, ki se ti zdi, da nam je morda danes malo manjka, pa da si jo želela posebej izpostaviti?
Torej, kot si rekla, prikriti, kar je zakuhano, je treba biti malo bolj brihten, da vidiš, da bo v redu, če malo prikriješ. A ne? Zato se je treba tudi, bom vzela grdo besedo, angažirati, kar pomeni, treba se prijeti v roke in dajmo akcija, popravimo, kar se popraviti da. To izkušnjo, ne vem, jo vidim, pri otrocih jo vidim, da se otrok znajde. Če mora popraviti kaj ali pa če mora kaj doseči, je sposoben marsičesa in si drznem trditi, zdaj ne posplošujem, da se razumemo, ampak marsikdaj mi sedanje otroke ponižujemo in jih mislimo, da so manj sposobni, kot so. Otroci so neverjetno sposobni in neverjetno odgovorni in vidijo, vejo, tehtajo, zmorejo. Zdaj, če grem pa nazaj, ko so bile moje 3 hčerke otroci, so vsaka po svoje krojile svet. Besede mi je dolg čas, pri nas ni bilo, ali pa tega ne znam, tega še nikoli nisem naredila. Ne? In se mi zdi, da je, in take so še naprej, in tak je tudi vnuk, in tako da mislim, da v to verjamem. In to sem želela tudi v knjigi, ne da sem želela, ampak to sem izpostavila. To je prišlo do tega, da so otroci zmožni marsičesa. Predvsem pa med sabo zelo sodelujejo. Ne? Tudi to je precej pomembno. Torej, da je tale složnost močnejša. Ne? Ja, zaradi tega so močnejši, ker v slogi je moč. Tako je, ja. Ravno 2 lastnosti sem še želela izpostaviti, ki se mi zdi, da tako vse je ta iz zgodb. Ena je vztrajnost, ki se mi zdi, da po eni strani morda greni staršema življenje, ker pač punce kar vztrajajo pri svojih željah, ampak ne nazadnje pa to res moramo ceniti kot eno izjemno vrlino. Po drugi strani pa prav ta sestrska naveza, ki je tudi po eni strani vzrok za to, da se marsikatera stvar, za katero bi oče in mama morda raje videla, da se ne bi izpeljala, da se izpelje, ampak hkrati je pa pravzaprav temelj enega toplega družinskega odnosa, v katerem se tudi bralec dobro počuti. Ja, zdaj, kakšna zgodba manjka morda, mogoče, če bi bilo tukaj notri 20 zgodb, bi jih mogoče bilo 10 takih, kjer se tudi prepirajo, jokajo, opraskajo, še kaj drugega, ne kaznujejo. Torej, ta družina Cmok lahko rečemo, da so te zgodbe izbrane, kaj ne? Ampak po drugi strani pa jih slutimo, a ne? Slutimo se, ker te punčke potem po tej logiki, kar sva zdaj razvijali, niso mogle biti že kar na koncu, lahko rečemo, vzgojene. Če bi bile nevzgojene, ne bi šlo. Ne? In vzgoja je včasih kar brušenje. Ne? Pravkar prevajam eno iz italijanščine knjigo, ki gradi na grški tudi vzgoji. In vidim, da je grška šola, grška vzgoja bila zelo, zelo kruta oziroma stroga. Ne? V tej družini Cmok ni tako stroge vzgoje prisotne. Ne? So načela, so prepovedi, ki pa so zelo, zelo šibke, ne? Ker popuščajo predvsem najprej tati, potem pa tudi mama popusti, marsikdaj. Kar je pa tudi pravzaprav v tem svetu, saj ta svet je tako narejen, da se spreminjamo, da gremo po drugi poti. Ne? Jaz sem recimo zdaj se pripeljala iz Ljubljane in ko sem videla, kakšna je obvoznica, seveda sem šla po drugi poti. To počnemo tudi v vsakdanjem življenju. Ne? Gremo po drugi poti. Že najdemo cilj. No pa ne nazadnje je to tudi vzgoja, kjer se vztrajnost, povezanost in ne nazadnje tudi samostojnost splačajo. Ne? Kdaj pa se ne? Vsi smo pa tam, ne? Ker pravzaprav se v življenju to splača. Splača se sodelovati, splača se popustiti, splača se poiskati drugo pot, kot smo zdaj rekli, ne? In potem prideš že na drug način, ne? Do konca. Tudi če se na začetku ne zdi ravno, da je možen, ampak se pride. Ne?
Ja, no, tako da mislim, da je Vse živali družine Cmok bi lahko nastala ena druga knjiga, ki sem jo tudi prebrala pred meseci, poleti. In sicer je naslov knjige, napisal jo je Gerald Durrell in naslov je Naša družina in vse druge živali ali Naša družina in vse živali. In je roman za odrasle, je pa govora prav o tem, kako je najmlajši otrok, sicer tukaj ni najmlajši, prinesel vse živali v hišo in kako so se odrasli pravzaprav gibali. In je res roman za odrasle. Ne? Hočem povedati, da to je tema, ki je ne samo tematika živali, ampak tudi družinske dinamike, dogodkov znotraj sorojencev, odnosi med starši in otroki, skrb za vse, kar priskrbi človek v hišo ali pa kamorkoli. Skratka, mislim, da so to teme, ki bi bile lahko tudi, skoraj lahko rečemo, privedejo do zelo resnih besedil, kot je, ne vem, Odiseja ali pa Dantejeva božanska komedija. Ne, da bi se primerjala, seveda. Ampak hočem povedati, da so to teme, o katerih govorimo. No, in Pija v knjigi omeni, da so živali tudi spremenile družinske člane in družino. Bi to potrdila tudi iz lastnih izkušenj? Torej, najprej gremo z knjigi. Ko so vsaka pravzaprav žival, je to družino spremenila, tudi tista, ki ni ostala. Ne? Se pravi, sposojen kužek, potem skakači, ki so se nekako povečale, njihovo število v šoli potem, ne? Zaradi malo zamešanih kletk, ne? Pa ta dva mucka, ne? Ki sva jo omenjali. Vsaka epizoda je pravzaprav stopinja, ne? Ena etapa naprej, ne? Kot če gremo kolesarske etape, z vsako etapo si bliže cilju in kaj bi bil, lahko rečemo, cilj, da se družina poveča ne na račun novih otrok, ampak na račun živali. Zakaj pa tako? Zaradi tega, ker so živali ljubke, lepe, prijazne, mehke, tople, skratka, ker dajejo, ne? In ko ti to opazuješ, živali te spreminjajo. Mi nismo nikoli imeli akvarija, priznam. To je resnica. V zgodbi družina Cmok dobi akvarij. Pač pa smo, ko smo se preselili v Ljubljano, živeli v enem stanovanju, kjer so akvarij imeli. In 3 mesece smo živeli v tem stanovanju, za te ribice tudi zelo skrbeli in v 3 mesecih nismo prižgali televizije. Mi smo gledali akvarij. In ko se spomnimo na tisto stanovanje, se spomnimo tudi na ta akvarij vedno in lahko rečem, da nas je spremenil. Nas je uglasil na to, kar nas je čakalo, da smo se preselili, je bil naporna, selitev je bila naporna, umestitev v nov prostor, ampak tiste živalice, tiste ribice miroljubne so nas marsičesa naučile. Ja, in tako da, no zdaj pa ne vem čisto, ali so družino Gomboc živali spremenile, so jo pa spreminjale, ne? Ker pač spreminja vsako družinsko okolje, vsako okolje, pravzaprav šolsko, prijateljsko, sorodstveno, spreminja nova izkušnja. In nove živali so, ne? Bogata izkušnja. Zdaj, mače, mladičke in ribice si že omenila, pa me zanima, v knjigi se srečamo potem še s skakači, s podgano, z žakojem, zajčkom oziroma kuncem, z ribicami, ki smo jih že omenili, s psom. Kaj od tega ste doživeli v družini? In še plesoče miške, in še hrčke, in še legvana. Mislim, da sem zdaj pa končala z naštevanjem. Žakoja v resnici nismo imeli smo navadnega papagaja, ki ni govoril, je pa zelo navdušeno skakal na glavo, vedno skočil na glavo in začel lase dvigovati. Ampak Žako je iz ene druge zgodbe, pravzaprav enega naših prijateljev in tudi sposojen pes je zgodba naših prijateljev, je pa naš kuža v resnici toaletni papir po celem hiši raznesel, ne, tako kot ga je tale sposojeni kuža. Se bilo tako, ne?
Ja. Kaj je v resnici smo imeli, torej vidiš, ne, da je bilo tega zelo veliko in včasih tudi toliko, da so po 3-4 se res skupaj družili. In pred meseci sem bila gostja na eni šoli, kjer so me pa prosili, če lahko že vnaprej, če lahko zbrskam kakšne fotografije resničnih živali družine Gomboc. In na eni fotografiji je na kavču se sprehaja zajček, muc ob njem in kuža gleda od spodaj navzgor. Skratka, so se družile te živali. Medtem ko Frida je pa bila ena prvih, v naši hiši Frida je bila podganca, ne, in ta Frida je marsikdaj doživljala zgražanje obiskovalcev, ker podgane se pa vendar nima doma, ne. To pa vendar ne. No, v resnici je tudi to, da je ni pripeljala v hišo srednja, ampak jo je najstarejša. In je pa žal resnica, da joj to ni vzgojno, ampak ne, samo to povem, da so jo nosile res v kapuci, ne, in da je enkrat Klara morala domov, hčerka, ne, s podgano vred iz šole. Pa ste jo tudi vi potem? Silno udomačena, ne, to je bila podganca, ki je bila zelo ljubezniva. Pa bila je bela, z rožnatim repom in modrimi očmi, bila je zelo res ljubezniva in zelo brihtna, res je, res. No, zdaj pa moram povedati, da bo to tudi naprej, ne, v knjigi, torej, povem, žal, vse to je žal resnica, ne, najprej moram povedati nekaj drugega. Ko je knjiga Vse živali družine Cmok izšla, jo je tudi naša Tereza, ki je Pija, ne, jo je knjigo dobila in jo je svojemu sinčku brala in on preprosto ni razumel. Te zgodbe so šaljive pa zabavne, njegova mamica je pa pri branju jokala. Oziroma so ji solze tekle, ne, zjokala se je pa pri zadnjem poglavju, ni se mogla več zadržati in mu je pojasnila potem, ne, zakaj. Ja, ker je to pravzaprav vse bilo je, ne, zdaj pa ni več teh živali, ne, in jo je to zelo presunilo. In v nadaljevanju knjige se tudi lotim tega, tudi minevanja. Kar prej si omenila, da se ne bojim nobenih tem, ne, ja, tudi to je tema. No, se že veselimo. Veselimo tudi žalostnih, ne, momentov. Tako, ja. Ker nenazadnje se mi zdi, da je to knjiga, ki jo z veseljem odpirajo in se jo vanjo poglobijo tako tisti mladi bralci, ki doma nimajo domačih živali, pa samo sanjajo o tem, kot tisti, ki nenazadnje imajo te izkušnje in se seveda potem srečujejo tudi z izgubo. Nenazadnje imajo kar nekatere od teh živali kar kratko življenjsko dobo. To je eno, torej izguba, ne, drugo pa je skrb za živali. Torej, če ti dobiš žival, zato pa tudi so te punce, zlasti Pija, so zelo, morajo biti odgovorne, ne, če hočejo poskrbeti za vse. In včasih tudi ne uspe, ne, pride tudi do kakšnih težav, če nisi zelo pazljiv, a ne, to je eno. Drugo pa je, kako gre družina Cmok na dopust? Kaj pa zdaj, recimo, ne? Skratka, hočem povedati, da torej družina Gomboc je hodila na dopust, ker je imela tudi dedke, babice, pa še koga, ne? Čeprav ravno Frida je bila deležna, lahko rečemo, ne ljubezni, ko smo šli mi na dopust, ne? Ne? Ampak drugače pa kakšna žival je šla z nami, ne, seveda. Drugače pa ja, živali prinesejo odgovornost. Ja. Bomo tudi o dopustu brali v Cmokih 2? Ne boste, zaradi tega, ker živali, torej, ker družina Cmok se ne odpove živalim, se odpove dopustu. No, ampak zdaj pa ne bova povedali preveč o nadaljevanju. Tale nadaljevanje, kot slišite, je že napisano. Naslov je, upam, da ne delovni naslov, mislim, da bo kar Živalsko kraljestvo družine Cmok, kar pomeni, da se ta živali poveča še, ne. In tudi na koncu
te knjige je napovedano, da bo treba zdaj zamenjati domovanje, ker če je toliko ljudi in živali v tej družini, a ne, je treba nekaj večjega. Ampak večja možnost, se pravi večja hiša z vrtom in z dvoriščem, kaj lahko prinese? Nove živali. Knjigo je ilustrirala Marta Bartol. Kako pa je potekalo vajino sodelovanje? Sta se morda pogovarjali že med tvojim pisanjem? Si imela kakšne predloge, kako naj bi izgledali junaki, ali te je mogoče kakšna upodobitev presenetila? Že vnaprej Marta je vedela, da to temelji precej na avtobiografskosti, zaradi česar je želela od mene, če imam kakšno od teh konkretnih živali, če imam kakšno fotografijo. In je z veseljem dobila, torej od mene. Spomnim se pa, da je Mucka, Olaf, ne, je Muc, da ga je narisala najprej sama, potem se ji pa poslala takega, kot smo mi ga imeli, in ga je popravila. In pa še nekaj se je zgodilo vmes. Ona sama je narisala moder kavč, ali kako je že bilo? Mislim, da tako. In potem je popravila v rumenega, ker sem jaz enkrat potem napisala, da je na rumeni kavč, tako da je morala popraviti za nazaj tudi ilustracijo. To je eno, drugo pa, sva sodelovali, pa tudi to, da je Kužek pritlikavi šnavcer, je bilo načrtno. Ja, tako da mislim, da je dobila fotografije Osvalda, potem Olafa, Nerona, Fride, drugih pa ne, ker jih ni bilo. Torej, kot sem rekla, Žakoja ni bil naš, ribici tudi nista bili naši, Kužek je pa lahko katerikoli, ki je sposojen. Ja, pa Brkina in Čenča je tudi dobila fotografijo, kako ju Pija oziroma Tereza drži v rokah, ko skrbi zanjo. Tvoja dela ilustrirajo zelo različni ilustratorji. A se tudi ta sodelovanja zelo razlikujejo od ilustratorja do ilustratorja? Torej, spomnim se, da sem si zelo vnaprej zaželela, da bi Vse živali družine Cmok ilustrirala Marta Bartol, s katero sva se kar v nekaj zgodbicah že srečali in se zelo ujeli. Tudi v Cicidoju zdaj je nekaj zgodbic živalskih ilustrirala mojih, tako da se midve se res ujameva. Ampak Marta ni edina ilustratorka, s katero se jaz zelo ujamem. Jutri se srečam z Ano Razpotnik Donati, ki je tudi že kar 4 moje knjige ilustrirala in mi je tudi prijetno z njo sodelovati. Ona ima tudi tako drugačno lumparijo ima v sebi, ne? Ker vsi ti ilustratorji, se sama veš, ne, imajo vsak po svoje neke nagajivosti, a ne. In fino je včasih, da veš, kdo bo ilustriral kaj, ker tudi malo njegovemu slogu prilagodiš, oziroma prilagodiš. Lahko si kaj privoščiš, več ali pa manj zaradi ilustratorja. Imam pa res pestro biro ilustratorjev. Mi je bilo pa všeč, ko sva pri eni knjigi sva z Marjanom Mančkom sodelovala in je rekel, da mu nisem nič nobenih navodil dala, ker eni ilustratorji ne želijo in pika. Ne? In tudi Marta je samostojna čisto, ne? Rada sama riše. Pri naslednji knjigi je sploh nisem ovirala, ne? Je čisto sama si zamislila in hišo in ostale živali in tako naprej. Tako da nekateri pa imajo zelo radi, da jim narišeš, da jim poveš, kakšen prizor bi moral biti tam. Ja, tako. Hotela sem reči, Marjan Manček je ilustriral Maxa po liku, ki ga je on, mislim, da je njegov vnuk podoben. No, tako. Kako pa je, kadar na primer zgodbe izhajajo najprej v revijalnem tisku, kjer morda ilustrator ustvari podobo, še preden imaš zgodbo povsem do konca napisano, ali takrat morda podoba tudi vpliva na to, kako boš nadaljevala zgodbo, kako si ti predstavljaš like? Torej, res je, tudi ta knjiga je izhajala najprej v reviji Mavrica in moram priznati, da tudi ko imam tako serijo, recimo temu, bodisi kot je bil Max v Cicidoju, pa še Stric pes v Galebu, si že sama zamislim v svoji beležki, če izgubim tisto beležko, zaprem lahko pisateljsko pot, hočem reči, ker si zmeraj vse pišem, ne, tja, in si zamislim toliko in toliko nadaljevanj, toliko in toliko
tem, mislim, kateri motivi bodo pognali tisto zgodbo in to lahko, če hoče ilustrator vedeti, lahko tudi pošljem. Do težave s kavčem je pa prišlo ravno zaradi tega, ker se je kavč spremenil od druge zgodbe v 9, ne, barva kavča. Ampak ko je šlo v knjižni obliki, smo popravili. Torej v Mavrici pa lahko najdemo še modrega. Ja, tako je, ja, pa tudi kakšno nedoslednost, ki se zgodi, a ne? Ja, tako, ki se zgodi pri teh pravljicah. Ampak v knjigah si pa ne smemo privoščiti. Lahko pa sicer bi zaradi živali pobarvali v rumeno kavč. Dobro, naprimer. Omenila si že Strica psa, ki je mogoče res na prvi pogled precej drugačna knjiga ali pa precej drugačen pristop, ker je tam pes dosti bolj stričovski, bere časopise, kuha in tako naprej. Ampak po drugi strani se mi pa zdelo, ko sem brala obe knjige, da je pa ta topel odnos med otrokom in njegovim ljubljencem pa pravzaprav zelo soroden. No, jaz upam, da je soroden, ker mislim, ne vem, kakšen bi lahko bil, ne, če hočeš govoriti o sožitju med živaljo in človekom. Drugo kot sožitja, mislim, tako sožitje, ga skoraj ne bi smeli, a ne, ker ravno to je, da, no, moram priznati, smo mestni ljudje, ne, in zdaj smo imeli, oziroma še imamo kokoške, ne, ampak mi Šiške imamo verjetno malo drugačen odnos do teh naših kokošk, kot ga imajo kmetje iz te vasi oziroma še kdo drug. Mislim, moram priznati, da moj mož vsak večer gre malo pobožati te kokoške v kokošnjak in zmeraj pove, in tudi jaz, ker sem jaz sama, ne, in grem jaz pogledati, če je vse v redu, pobožam vse 3, ne, tako. No. Čeprav že zdavno spijo, ne, one. Pa tudi, ko je ena šla v kurja nebesa, ne, v večnost, smo jo pokopali, veste, ne, nismo jo vrgli ali pa karkoli, pa ja. Seveda je čez nekaj dni, a to smem povedati, torej odšla v lisičja nebesa, no, kako ne rečem, skratka, jama je bila izkopana in ni je bilo več kokoške, ne. Ampak družina iz Šiške je opravila svojo, lahko rečem, tako človeško potezo, ali ne? Ja, torej, mislim, da je odnos, torej človeka do živali, mora biti ljubeč, no? Mora biti, če hočeš, da je to sožitje blizu, ker to tudi doživljam pri mačku, ne. Torej, maček si ukroti drugače kot kuža, ne. On si ukroti ljudi doma. In naš maček od nas želi, da smo v miru in tišini, in ko je hrup v naši hiši, jo on jadrno odsvre stran. In gre stran, kar pomeni, da nam s tem pove, da malo pretiravamo z glasnostjo, s hrupom, s premikanjem, prenaglim premikanjem in tako naprej. No, tako. Drugače pa, tale stric pes je res en tak odrasel pes, ne, ki ima zelo izčiščeno podobo sveta, v katerem živi, kar sem imela zmeraj občutek, ko sem našega psa opazovala. No, tako. Pa tudi za našega mačkona pravimo, da ni sicer končal študija, ampak je študiral filozofijo in ima zelo izčiščen pogled na svet, zelo svoje mnenje, predvsem je pa zelo prizirljiv do pisanja, ne, ker ko se jaz usedem in začnem bodisi pisati na računalnik ali pa kamorkoli, gre on spet nekam drugam in se obrne stran. Tako. Mogoče je tudi literarni kritik, no, ne vem. Ni izdal. Torej, kaj hočem povedati? Zdaj, da se malo zreslim, da me ne bojo imeli za trapasto. Sej, no. Menim, da mislim, ljudje si prikrojimo to mačje, pasje, živalsko obnašanje, po svoje ga interpretiramo, ampak obnašanje je, obstaja. Torej, tudi Stric pes po eni strani delno avtobiografska knjiga. To bi bilo pa zelo lepo. To res bi bilo zelo lepo, da bi nam skuhal špagete, a ne, pa da bi on nas peljal na sprehod, a ne, pa tako naprej. Ja, po svoje je,
pes interpretacija tega sveta. No, tako. Ja. Tudi Cmoke 2 so že malo omenile, pa me zanima, koliko pa je k nastanku Cmokov 2 prispevala tudi uvrstitev med bele vrane? Koliko ti nagrade pomenijo, kakšne vrste motivacija so zate? Živalsko kraljestvo Cmok je bilo napisano, še preden je ta nagrada prišla, oziroma mislim, da sem ravno končevala ali pa že oddala Marti v ilustracijo, oziroma morda urednici Gaji Kos. Ampak vem pa, da je bilo že končano in da je urednica na Mišu rekla, no, pa smo prav naredili, da smo se dogovorili za nadaljevanje. Tako da je bilo že ustvarjeno, bolj ker še ni bilo nagrajeno, bili so pa nominirani za desetnico, ne, Cmoki. Bolj kot to mi je pa pomenilo in mi še pomeni, ko pridem na šole in mi rečejo, saj bo nadaljevanje, a ne? In to se je zgodilo tako s Cmoki kot s Štefi, Sposojena babica Štefi, ki je tudi že napisano nadaljevanje in že tudi urednica je budno ocenila in smo že sodelovali. Tako da so tudi Štefi je že v nadaljevanju. To mi bolj pomeni, drugače pa zelo mi pomeni tudi, da so sposojeni. Zdaj pri nagradah, nagrade so muhave. Ne? To sem že, na začetku sem mislila, da je to bolj preprosto, ko sem se spravila na to pot. Vidim pa, da so zelo presenetljive. Na eni strani kakšna knjiga popolnoma neopažena, dobi druge nagrado, ne? Ali pa je sprejeta za projekt Rastem s knjigo, recimo. Ne? Druga knjiga pa niti ne veš, zakaj, je kar nagrajena, na primer. Ne? Tako da vse mi pomeni, se pravi, bodi si, da najbolj mi pomenijo otroci, da berejo moje knjige otroške. Ne? To mi res je najlepše. Najlepše mi je tudi priti v šolo in se z otroki pogovarjati, pa da mi oni kaj komentirajo. Tudi zadnjič sem bila v Horjulu in mi izdala skrivnost, zadnjič, kar precej časa je že minilo takrat, in sem rekla, da je nadaljevanje in je ena skupina otrok kar skipela od veselja. To je lepo. To je tisto, kar je prijetno. Kako pa se mladi bralci odzivajo na Cmoke? Se vidijo v knjigi, delijo s tabo kakšne svoje zgodbe? Torej, večinoma, jaz sem mislila, da je ta knjiga nevarna. Ne? Nevarna v smislu, da bo potem zdaj tukaj res naredila veliko revolucij v družinah in bodo otroci res tako kot po zgledu teh treh, oziroma zlasti Pije, prinašali otroke levo in desno v hišo. Moram povedati, da tega še nisem bila deležna kritike, kreganja, sram me bodi, kaj počnem, uničujem slovensko družinsko idilo. Nimam takih slabih izkušenj. Jaz pa upam, da se bolj kot to, da so se otroci si zaželeli, da bi se z bratcem in sestrico tako dobro razumeli, kot so se te tri, in da jih to nekako umiri. Ne? To si bolj želim, ker v to pa verjamem. Ne? Tudi pri Sposojeni babici Štefi sta recimo Ula in Jan stalno v nekem boju, ampak ko pa je treba, pa stopita skupaj in skupaj marsikatero pogruntata. Ne? V to verjamem, v take družinske razmere, recimo temu, ne? Da to prinese lepe družine. Ne? No, tako. Kaj pa trenutno ustvarjaš, česa se lahko še veselijo mladi bralci? Prej sem omenila, da pišem zgodbico o sovici Karli. To zdaj nastaja. V resnici je to knjiga, za katero so me prosili, ampak sem popolnoma prepuščena svoji domišljiji. In jo imam v glavi celo zgodbo in ne utegnem sesti in jo napisati, ker sem trenutno v enem drugem delu. Potem, torej zdaj sem zelo vesela, ker sem oddala in Cmoke in Štefi. Zdaj mislim pa, da bi bilo pošteno, da kakšno novo knjigo dobijo odrasli bralci v roke. In že tudi to malo tuhtam. Po sovici Karli pridejo odrasli na vrsto.
Je še kaj, kar bi izpostavila pri družini Cmok za bralce, za tiste, ki bojo še razmišljali o knjigi, se ti zdi, da je še kakšna tema, ki jo niso izpostavile, pa se ti zdi, da bi jo bilo fajn še? Ja, mogoče samo to, kar sva prej omenili, da je marsikatera epizoda tudi spuščena oziroma kakšen težke situacije, ne, ki se tudi zgodijo, so pa z enim stavkom napisane, ne, ampak tudi, recimo, ne vem, dobila sem opomin, na primer, ne, pa bi bilo veljalo tudi take, ali pa recimo, ne vem, cel teden bom prala posodo, ne, če bom tiho, ne, na primer, ne, taki kratki stavki, na tiste bodite tudi pozorni, ne, ko berete knjige, ker marsikatera zgodba je za njimi skrita, ki jo pa tudi pravzaprav lahko mlajši bralci napišejo svojo zgodbo, a ne, in nadaljujejo, kar je tudi možno, ne. Ja, no to bi še izpostavila, ne. In tako da pravzaprav vsaka družina, še nekaj bi tudi povedala, vsaka družina ima svoje pravzaprav take skrite zgodbice in mislim, da je zelo pa odvisno, kako tisto napišeš, ne. Meni je zelo blizu humor. Zelo rada humorno pišem, ker v šaljive situacije preprosto verjamem. Na tem svetu se nam marsikaj zgodi, kar je pravzaprav zelo zabavnega in čeprav na videz težkega, to, da pride do luknje v kavču ali pa da zavese zgrmijo na tla ali kaj takega, ne, to so zelo resne situacije, v katerih se oči in mamice zelo jezijo, pa tudi kakšni starejši bratje, sestre, pa polomljeni svinčniki, pa pogrižene radirke in tako naprej, ali pa ne, ali pa se smeješ, ne, takemu, ne, in ali pa mora pač sama s svojim denarjem, privarčevanim, z darilom od rojstnega dneva kupiti potem nekaj, kar čistilo, recimo, ne. Ja, no, tako da tudi s resnostjo je treba vzeti tudi živali. Ja, najlepša hvala tebi za pogovor, bralcem pa... Hvala tebi, Tina. Ja, bralcem pa čim več veselja z branjem dogodivščin v družini Cmok. No, me veseli in lepo, pejmo naprej, a ne?